Magister Jana Morela je višja državna odvetnica, znana mediatorka, odlična, tudi nekdo, ki medira z dušo in srcem, ampak Jani smo pa pravzaprav dali eno nalogo, če nam lahko v tem kratkih 10 minutah pokaže, kako se pa lahko mediatorji učimo drug od drugega in kako lahko v interviziji, torej v tem sestanku mediatorjev na en poseben način, kar smo se naučili od nizozemskih trenerjev, poskušamo najti odgovor na problem, ki ga mediator konkretno ima. In seveda velja načelo zaupnosti in tudi Jana ne bo seveda kakšnih imen izdajala in nič takega, kar bi bilo prepoznavno. Jana je dolgoletna mediatorka, dela kot višja državna odvetnica, ampak svoje delo dopolnjuje na področju mirnega načina reševanja sporov. Jana, izvoli. Hvala lepa, Gordana, najprej za vabilo in seveda za ta prijazen nagovor, za to prijazno predstavitev. Res je, jaz sem predana mediatorka, zdaj že kar 11 let, manjka mi nekaj par let mediiranja od tistih prvih mediatorjev, ki so postavili vse skupaj. Lahko pohvalim, da sem se učila od najboljših, predvsem od Gordane, tudi od Zorana, ki ste ga lahko malo prej slišali. Zakaj sploh tema za to predstavitev? Zato, ker kljub 11-letnim izkušnjam v mediaciji me je v začetku letos presenetila ena družinska mediacija, ki sem jo delala, in sem potem, ko se je ta mediacija v tistem trenutku neuspešno zaključila, sem obstala in sem se vprašala, pravzaprav, kaj se je pa sploh zgodilo. Jaz sem mediatorka tudi pri Višjem sodišču v Ljubljani in Višje sodišče v Ljubljani redno, nekako 2-krat letno organizira ta intervizijska srečanja. Moram reči, da so zelo koristna in so krasen način pridobivanja novih znanj, ker pač dejansko med strokovnjaki, svojimi kolegi dobiš uvid v problem, ki je lahko drugačen od pogleda, ki ga imaš ti. Če se vrnem na začetek, moje mnenje je, da vsaka neuspešna mediacija ni dejansko neuspešna, ker zato, da se v nekem sporu najde mirna rešitev, mora biti izpolnjeni pogoji za to, se pravi, spor mora biti zrel za to, da so stranke se pripravljene srečati na eni točki, ko je pač rešitev sprejemljiva za obe strani. Jaz sem v začetku leta dobila v reševanje eno družinsko mediacijo. V mediaciji sta sodelovala oba starša, ki sta imela vsak svojega odvetnika. Nekajkrat smo se sestali in potem na zadnjem mediacijskem srečanju smo uskladili vse do najmanjše podrobnosti glede vsega stikov, preživnine, preživljanja počitnic, kako si delita stroške, in to smo potem tudi zapisali, smo porabili kar nekaj časa, da smo pripravili pisni predlog sporazuma. Potem je pa na koncu eden od staršev si izgovoril še enotedenski rok, da razmisli o zadevi in da nam potem sporoči, da se pač s tem predlaganim oziroma z usklajenim strinja. Ker pač družinski spori so zelo občutljivi, zelo težki spori. Seveda nisem imela niti najmanjšega problema, da sem ta rok enemu od staršev odobrila. Pravzaprav vsi smo pričakovali, da bo šlo samo za formalnost in da bomo čez en teden dobili samo še kljukico. Ja, seveda se strinjamo s tem, kar smo se dogovorili po enotedenskem razmisleku. Po enotedenskem razmisleku pa je sledil pravzaprav šok, jaz mislim, da kar za vse udeležence, ker je odvetnik enega od staršev sporočil samo to, da se njegova stranka s tem
z usklajenim ne strinja in da pač take ureditve, do katere smo prišli res kar s precej truda, ne želi. Jaz sem res obstala in sem kar nekaj časa mozgala o tem, a sem jaz naredila kaj narobe, kaj sem naredila narobe, lahko naredila kaj drugače. No in ob tem je pa Višje sodišče Gordana ravno organizirala spomladansko letošnjo srečanje, intervizijsko srečanje pri Višjem sodišču in meni se je zdela to krasna priložnost, da predstavim ta svoj primer na mediaciji, na pač intervizijskem srečanju. Predstavila sem problem, dobila sem povratno informacijo od kolegov, nekatere predloge sem upoštevala. V vmesnem času je eden od staršev bil preko maila ves čas nekako v kontaktu z mano in z mediacijsko pisarno, v smislu vprašanj, kaj če bi se z drugim staršem kljub vsemu dogovorila za mirno rešitev, če bi želela priti nazaj v mediacijo. Jaz pač tega mediatorskega dela ne gledam tako ozko, da to je mediacija, ko jo zaključim, zame ne obstaja več, ne gledam na uro in ne štejem minute, da je tudi kakšno minuto manj napišemo, zato da stranke manj plačajo, recimo. No, jaz sem jim ves čas te povratne informacije dajala. Vmes sem dobila še izkušnje kolegov, ki so sodelovali na intervizijskem srečanju. In potem sta v začetku poletja ta starša dejansko poslala prošnjo sodišču, da ju napoti nazaj na mediacijo. Moram zelo pohvaliti tudi mediacijsko pisarno okrožnega sodišča, izredno prijazne in izredno pomagajo sodelavke, ki so v mediacijske pisarni. Z vsemi napori smo dobili to zadevo nazaj v mediacijo. Konec poletja smo mediacijsko srečanje razpisali. Oba starša sta se dobila z mano na mediacijskem srečanju, namenoma sta spustila oziroma nista pripeljala s sabo odvetnika. Oba odvetnika sta bila s tem seznanjena, kar sem jaz preverila, sta tudi soglašala s tem predlogom, kar sta potem starša podpisala. Na tem mediacijskem srečanju smo se pogovorili, kaj je zdaj drugače od januarja, februarja. Komunikacija med staršema je bila popolnoma drugačna, zdaj, ko sta bila sama, in na koncu smo dejansko podpisali tak predlog, ki smo ga oblikovali takrat že v začetku leta. Zakaj intervizija oziroma zakaj zelo podpiram in delam reklamo za intervizijska srečanja? Zato, ker je dejansko, ko si v dvomu, ko nisi prepričan, ali obstaja še kakšen drug pogled na ta problem, ki se pojavi v mediaciji, je izredno koristno in pripomore k osebni rasti, če dobiš eno konkretno povratno informacijo, odgovor od strokovnjakov, svojih kolegov, ki so se pa morda že srečali s tako situacijo že kdaj prej. Pravzaprav intervizija je neka vrsta supervizije, s tem, da v interviziji sodeluje skupina strokovnjakov, kolegov in eden od udeležencev prostovoljno predstavi svoj problem v zaupnem prostoru. Izredno pomembno je, da da mediator, ki predstavlja svoj primer, ta primer predstavi na način, da ostali udeleženci ne morejo razbrati, za katero zadevo gre. Predvsem se mi zdi to pomembno v intervizijskih skupinah, kjer so mediatorji tudi sodniki, da se ne bi potem slučajno zgodilo to, da bi sodnik dobil to zadevo v sojenje, je pa že slišal, kaj so se pogovarjali v mediaciji. Zelo pomembno je tudi to, da vse udeležence na intervizijskem srečanju veže dolžnost varovanja zaupnosti, in če bi slučajno že kaj razbrali iz opisa tega primera, da potem tega ne razlagajo oni naprej.
zaupnost je v medijaciji vedno bila zelo pomembna in v teh intervizijskih srečanjih ravno tako. Zelo pomembno se mi zdi tudi, da zelo pomembna se mi zdi prostovoljnost v intervizijskih srečanjih, da primer predstavi oseba, ki v interviziji vidi nekako priložnost za osebno rast, za pridobivanje novih znanj in izkušenj, ne. Kako pa izgleda postopek intervizije za tiste, ki se s tem še niste srečali? Kot sem rekla, jaz vem, kako to lepo, dobro organizira Gordana na Višjem sodišču v Ljubljani. Najprej oseba, ki želi predstaviti svoj primer, na kratko in jasno predstavi problem, se predstavi bistvo problema in postavi jasno vprašanje, ne. Na primer, mene zanima, če sem jaz v tem primeru naredila kaj narobe, ali bi lahko v tem primeru naredila kaj bolje, a ne. Zelo, recimo, intervizijsko srečanje oziroma intervizija je zelo koristna tudi v odprtih mediacijah, ko si recimo nekje na sredi postopka, pa ne veš, kako naprej, a ne. V tem mojem primeru sem jaz dobila še eno priložnost, ta mediacija je bila sicer že zaključena, ampak se je odprla možnost, da smo potem spet dobili stranke nazaj v mediacijski postopek in smo lahko rešili tisto, kar prej nismo, a ne. Se pravi, v bistvenem predstaviš problem in postaviš svoje jasno vprašanje. Potem pa vsak od udeležencev, imamo 2 kroga, vsak od udeležencev postavi eno samo vprašanje, z namenom, da se razjasni dejansko stanje, potem pa sledi razprava med udeleženci, iskanje možnih rešitev in vsak od udeležencev pove svoj predlog oziroma predlaga, kaj bi po njegovem bilo smiselno narediti, ne. In na koncu oseba, ki predstavlja svoj primer, pove, kateri predlogi se ji zdijo smiselni oziroma kaj bi lahko uporabila oziroma kaj bo uporabila v postopku, ne. Meni se zdi intervizija res izredno koristen način povečevanja svojega znanja, ker moje stališče je, da znanja ni nikoli preveč, a ne. Predvsem ti omogoča, da se strokovnjaki učijo iz svojih izkušenj in da analizirajo svoje izkušnje in jih primerjajo z izkušnjami drugih, a ne, ki so ravno tako strokovnjaki na tem področju. Meni recimo velikokrat omogoča, da ne ponovim iste napake, da kdaj odreagiram drugače, kot bi sicer. Predvsem je zelo pomembno tudi to, da slišiš, da imajo tudi kolegi kdaj o čem dvome in da nisi samo ti tisti, ki imaš dvome glede kakšne zadeve, in dejansko poveže znanje, izkušnje in pa spretnosti, a ne. Tako da toplo priporočam tudi v okoljih, kjer intervizijskih srečanj še niso začeli uporabljati kot način povezovanja znanja. Gordana, toliko bi želela povedati o tem, kolikor je kakršnokoli vprašanje, seveda sem z veseljem tukaj, da odgovorim karkoli pač koga zanima. Hvala ti, Jana. To je res ena zanimiva izkušnja, ne, ko smo nekako slišali v tej interviziji, ki si jo ti predstavila v tem primeru, da je zaključena, pa potem si se še razmišljala, uporabila nekaj od teh predlogov in zadevo uspešno zaključila. Samo kot zanimivost, kadarkoli je kdorkoli predstavil v našem intervizijskem srečanju svoj problem, potem se je končalo s poravnavo. Ne morem verjeti, vsi nekako pridejo, to je brezupno, to je zelo nerešljivo, pa vendar se pozneje je rešilo. Tako da meni je to tudi neverjetno zanimiv dogodek. Tako da hvala ti. In ta način, kako se učimo drug od drugega, na primer tudi z intervizijo, nam pokaže, da ni treba vedno, da so ta izobraževanja, ne vem, prav nekje v tujini, ali ne vem kako,
konštna, ampak morajo biti pa intervizije vodene oziroma peljane strukturirano, da to ni neko splošno, ne vem, mnenje, neko, ne vem, ali pa tolaženje, ne, da smo pač imeli neuspešno mediacijo. To je resno delo, ne, na način, ki si ga ti predstavila, je pa res, da so nas tega načina naučili nizozemski trenerji. Hvala lepa.